O nedostojnih oblikah zastraševanja, komentar dneva Darko Štrajn. Niti teden ni minil, ko smo v društvu Liberalna akademija osupljivo ugotavljali, da bivši premier Janez Janša napoveduje tožbo proti dr. Slavku Ziherlu zaradi povsem benigne osebne politične ocene. Zdaj napoveduje tožbo še proti kolumnistu in socialnemu psihologu dr. Vladu Miheljaku. Ironija je, da pisec, namreč Vlado Miheljaku, v inkriminirani kolumni med drugim komentira nesmiselno tožbo proti dr. Slavku Ziherlu in še zapiše: morda bi veljalo začeti pod Ziherlovo izjavo zbirati podpise vseh, ki se z njo strinjajo, pa naj vse toži. Sam se takoj podpišem. Grožnja dr. Miheljaku odpira novo poglavje v razumevanju Janševih zastraševalnih manevrov. Ne le, da nekdanji premier odreka svobodo izražanja, ne le, da dokazuje, kako slabo prenaša drugačno mnenje. Po svoje ta grožnja post festum legitimira njegovo strast do medijev, za katero je že 571 novinarjev ugotavljalo, da se je končala z nedopustnim pritiskom nanje. Vsaka nova tožba vnovič dokazuje, kako na mestu so bila vsa podobna svarila in kako, žal, nekateri mediji še danes ječijo pod škornjem resnice tistih, ki poznajo samo eno resnico. Janševi postopki so nedostojna in absurdna oblika zastraševanja v situaciji, ko bi vsak drug politik uveljavljal pravico do popravka v časopisu, če se z neko trditvijo ne bi strinjal. Toda osnovni smisel grožnje s tožbo ni v ugotavljanju resničnega stanja, temveč v želji po enodimenzionalnem javnem mnenju, ustvarjenem s pritiski na posameznike. V Liberalni akademiji menimo, da je to demokracija po meri Janeza Janše.